Danes torej velika avtoritetna zabava tukaj na Štuku z Jane Doe in Mi dva. Za marsikaterega bruca prva izmed mnogih zabav, ki jih bodo živeli v svojem študentskem času. Za vas smo se pogovorili z Mi dva in z Jane Doe. Ajde Maribor! Ajde malo roke, pazaj to! Torej, pogovarjamo se z John Doe, ki so letos sodelovali tudi na Show Rocku, so prišli v finale, zdaj pa igrajo na veliki avtoritetni zabavi. Pa me zanima, ste se prijavljali kaj tudi na druge natečaje v tem času med Show Rockom in zdaj? Da vidite, da smo se iskali, smo pač možne rešitve za ustvarjanje in v bistvu za napredovanje, tako da bili so špili. Kaj pa ustvarjate, kaj z avtorsko glasbo, kaj napredujete? Pišemo skozi, nekaj pač bo že ratar, tudi že snimamo, smo tudi video spot, jutri še nadaljujemo, smo jih začeli, tako da bomo videli, pa bo vam prišlo iz tega. Za študente v Mariboru ste verjetno že kar navajeni igrati, tu je verjetno vedno dobro vzdušje. Vem, koliko generacij se je že zamenjalo, odkar smo prvič tu špilali. To je zmeraj perfektno. Skratka, to je en takih zabezecanih, zagarantiranih, odličnih večerov in tudi nocoj mislim, da bo na ta način šlo. Mi dva že kar dolgo sodelujete, že dolgo igrate, ustvarjate. Mislim, da gre za okrog 15 let, tudi 6 albumov, to je kar dolga doba. Vam uspe držati neko rdečo nit vse skozi? Pa zgleda, da ja, dokler ljudje prihajajo na koncerte, dokler je dobra energija, se mi zdi, da smo še na ta pravi poti. Ko bomo pa enkrat zašli z njej, pa upamo, da nam bojo čim prej povedali, da rečemo, zdaj pa čas za penzijo. Kaj pa je mogoče res tista nit, ki bi jo kot sami mogoče opisali? Kaj je mogoče vaše poslanstvo, recimo? Nespečnost, insomnija nas daje. In ker ne moremo spati, kaj bi zdaj človek recimo doma gledal televizijo, šalta med kanali, ni boljše biti tu med mladino pošpilati, recimo, ne? Zakaj bi sam trpevčih lahko recimo še 500 ali tažno skače v luft ob tem, ko ste budi? Danes bi točno 1200, nas 5205 ljudi. Coj. Pa mogoče ste tudi vi kdaj doživeli študijska leta, študentska leta, so bile tudi del vašega življenja mogoče? Ja? Sem mi tako daljšno nazaj, da se ne spomnim ničesar več. Ja pa mogoče, kaj bi mogoče vi rekli tistim, ki so zdaj ravno začeli, a ne, to so prvi dnevi za marsikoga. Tako na študiju, to je za nekatere tudi prva zabava, kaj mogoče kak nasvet za nje? Jebi ga, niste najbolj srečne roke, kaj se tiče cajtov, ne? Ampak časi se bojo spremenili, vse bo še dobro, vse bo dobro, ne obupati, radi se imejte, študirajte, žurajte, poslušajte Mi dva, pa se bo vse zrihtalo, evo. Res nimate absolutno niti enega razloga, da bi hitro doštudirali. Zdaj se splača to vleči tam vsaj do 2020. Pol boste pa videli, ali je mogoče že nek razlog, da človek stopi na trg delovne sile, če ne pa kar na magisterij. Penzije itak ne boste dočakali, tako da čisto brez veze, ne? Ni to lepo delati do smrti, ni to krasno. Mogoče res, da. Recimo, mi smo tudi čisto na najgi, pa še kar delamo, recimo. Pa mislite, da tako po vaše gledali to, bi se bilo treba vračati kam nazaj, je treba vedno gledati samo naprej? Samo naprej. Samo Ne okreči se sine, to je bil en lep črno-beli film. Ono od zadnji bo že prišlo. Od zadnji bo že prišlo, samo po sebi pride od zadnji. Pizza!